V začetku julija se je pričel tradicionalni festival Jeff, ki ga organizira klub študentov občine Koper v sodelovanju z lokalnimi podjetji. Kljub nevihtam, ki so se pojavljale čez dan, je festival v četrtek 6. julija na vrtu Pokrajinskega muzeja odprla glasbena skupina Katalena. Ja, je nekaj posebnega gotovo. Ja, v prvi vrsti zaradi prizorišča, v drugi vrsti tudi zaradi publike. Mislim, da imamo z Jeffom res zelo dobre izkušnje in lepe spomine in ne dvomim, da bo tudi nocoj tako. Jeff je okrajšava za jazz, etno, funky festival, ki pa ni omejen s temi žanri. Kako se v ta opis vklopi Katalena? Mislim, da kar dobro, če ne bi nastopili tukaj tolikokrat, kolikokrat smo. V bistvu smo na poti sem računali in poskušali ugotoviti, kateri po vrsti je že to naš koncert na Jeffu. Zdi se nam, da je 4., ampak morda je pa bi lahko bil pa celo 5. v končni fazi. Festival obstaja 20 let, ne? Mi pa 22, tako da smo tudi podoben letnik in zelo radi se vračamo sem. Organizatorji si prizadevajo vzdrževati odnos s skupino, ki je z njimi od vsega začetka. To, da je Katalena tukaj, petični naključje, ne? Eno so izvrstni, drugo tudi so tako. Za 20. obletnico smo res hoteli pripeljati neko takšno klasiko, kot je bila Katalena na Jeffu. Za nekaj časa je ni bilo, mislim tako enih 5 let, ampak mislim je res nek takšen, kot ste rekli, negujemo odnose, ne. Program festivala vsako leto obogatijo številne zasedbe iz Slovenije in tujine. Poleg koncertov na Jeffu predvajajo tudi filme. Letos festival praznuje 20. obletnico, zato so v organizacijo vložili še dodaten napor. Jeff že dosti let skrbi, da v bistvu vključuje katerokoli kvalitetno glasbo, ne. To je, mislim, da ena izmed glavnih posebnosti Jeffa je, da v bistvu se res trudimo imeti kakovostno glasbo na višjem nivoju, ne izbiramo na podlagi koliko je bend znan, ampak preprosto ga poslušamo in rečemo, ta bend je zelo kvaliteten, zelo je dober in zdaj pogledamo, ne, a je zdaj ta bend primeren za nek večer, če smo že kaj določili prej, ali pa preprosto rečemo, za naslednje leto bo ta bend zagotovo bil, ne. Tako da to je neka posebnost. Druga posebnost je pa, bi definitivno rekel, hospitalnost Jeffa. Zdaj letos smo se toliko bolj fokusirali, ker je 20-letna obletnica in v bistvu smo res hoteli dati ta poudarek na to, da ko pride nekdo sem, se počuti domače, se počuti sprejet, dobi čaj, dobi kanapejček, ne, lahko si vzame iz kanapejčka, si lahko vzame nekaj hrane, tako da v bistvu je ta hospitalnost velik poudarek. Jeff bo letos priredil 5 dogodkov, vsak četrtek s premorom v zadnjem tednu julija. 13. julija smo imeli na festivalu priložnost pogledati surrealističen film The Holy Mountain. Jutri boste igrali skupini Darla Smoking in Filaments of Existence. V prihodnjih tednih pa bodo nastopili še Tribidado, Sentido Project, Portos in Pentatrio. Vsi nastopi bodo na vrtu Pokrajinskega muzeja. Tudi letos se je ob Kubejskem gradu začel program Kina Istra. Gre za potujoči kino, ki obiskuje istrske kraje, v katerih ni kinematografov. Kino Istra je filmski dogodek, to je seveda to, kar najprej povemo. Je pa dogodek, ki potuje po različnih krajih slovenske Istre v letošnjem poletju. Sam projekt pa se je začel 3 leta nazaj tako, da smo se povezali z bližnjim festivalom v Motovunu in pripravljali potujoči kino na obeh straneh Istre, tako na slovenski kot na hrvaški. Letos bo program Kino Istra obiskal 6 krajev skupaj. Prejšnji teden smo začeli v Kubedu, nocoj smo v Ankaranu in potem sledijo še drugi kraji, med njimi tudi Koper, Sveti Anton, Pregara, Šmarje in tako naprej. Organizatorji se trudijo na velika platna pripeljati najodmevnejše sodobne avtorske filme in pomembne filmske klasike. Dogodek organizira Zavod Otok, ki je že 20 let producent festivala Kino Otok Izola Cinema in kot sem rekla že prej, smo v zadnjih 3 letih se odločili program filmski pripeljati tudi v druge kraje po slovenski Istri čez vse poletje, ko smo ljudje še posebej družabni in si želimo srečati ob filmu, kot tudi seveda ob drugih umetnostnih zvrsteh.
Kino Istra se je preteklo sredo iz istrskega podeželja preselil k morju, na plažo Študent v Ankaranu. Mislim, da je večina lokacij stalnih v zadnjih 3 letih se izkazala. Gotovo je Ankaran med njimi že od vsega začetka. Potem prikazujemo filme v okviru Kina Istra vsako leto tudi v Kopru na različnih lokacijah, letos ponovno na vrtu Pokrajinskega muzeja, potem v Svetem Antonu že od vsega začetka, v Kubedu, v Šmarjah. Izkazalo se je, da je občinstvo željno filmskih dogodkov čez poletje in da si dejansko želijo in nas spodbujajo in tudi povprašajo že zgodaj spomladi, ali bomo Kino Istra ponovno pripeljali v njihov kraj. V Ankaranu smo si ogledali kultni film Jima Jarmusha Pod udarom zakona iz leta 1986. V njem smo spremljali prigode igralskega trija Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni. Filmi so vedno poudarjeno mednarodni, se pravi, program je sestavljen tako, da predstavimo tu in tam tudi kakšen slovenski naslov, sicer si pa želimo gledalcem v Istri pripeljati tiste filme, ki jih sicer ne bi mogli gledati v kinu. Sledimo programskemu konceptu, ki je soroden festivalu Kino Otok, ki je drug naš projekt in sicer, da si želimo razvijati filmsko kulturo z avtorskim filmom, se pravi s tistim filmom, ki ni namenjen zgolj zabavi, ampak spodbudi tudi k razmisleku, da nek užitek v umetnosti in predvsem spodbuja pogovore in razširja obzorja. Danes in naslednjo sredo zvečer si bo v Ankaranu na plaži Študent mogoče ogledati še 2 projekciji. Nato pa Kino Istra nadaljuje svoje potovanje po drugih istrskih krajih, ki se bo zaključilo sredi decembra v Kopru. Program filmov lahko preverite na spletni strani Kina Istra. Danes se z megafonom udeležujemo fuge. V Koper so prejšnji teden prispeli študentje iz slovenskih in tujih dramskih akademij, saj so nastopili na festivalu Fuga v gledališču Koper. Fuga je festival uprizoritev glasbe in akademij. Že 4. leto delamo ta festival, je mednarodni festival študentov dramske umetnosti in pa glasbenikov, ki pridejo v Koper in tukaj preživijo cel teden. Spijo tukaj, se spoznavajo, igrajo predstave, imajo strokovne delavnice in zvečer koncerte. Je poletni pobeg od dolgega akademskega leta, na katerem študentje predstavijo svoje delo in nabirajo znanja v bolj sproščenem obmorskem okolju. Po 3 letih sodelovanja s Primorskim poletnim festivalom so se odpravili na samostojno pot. Prej je festival namreč deloval pod imenom PPF Mladi. Iz različnih razlogov smo zakorakali na svojo pot in postali neodvisen festival v organizaciji študentske organizacije Univerze na Primorskem in gledališča Koper. Ker smo šli na svojo pot, je to pomenilo, da rabimo tudi novo ime in novo ime je prineslo tudi novo likovno podobo festivala, tako da se je festival letos popolnoma preobrazil. Beseda fuga pomeni presledek med 2 gradbenima enotama, v italijanščini nekakšen pobeg, hkrati pa je fuga tudi kompozicija glasbenega kontrapunkta za 2 ali več glasov. Če združimo vse pomene te besede, dobimo pomen festivala Fuga. Namen fuge je ustvarjanje mednarodnih vezi. Jaz sem študiral v tujini in ugotovil, da mednarodne vezi veliko štejejo in jaz mislim, da sploh v teh časih, ko so se države iz nekih razlogov začele vedno bolj, se mi zdi, zapirati vase, da prav mi, umetniki, se moramo mednarodno povezovati in ustvarjati močne vezi in ustvarjati skupaj neko prihodnost umetniške scene. Prvi dan je bila na odru koprskega gledališča predstava I'm Going Away Now šole Central St. Martin School of Art iz Londona. The show is about it's about dissociation. And it's about sort of confronting the dark side of ourselves that we tend to hide ourselves away from or we tend to avoid. So it's about sort of describing that conflict of trying to seek your shadow but also trying to come away from your shadow. And we see that displayed through a very sort of multimedia, very visual arts led way of sort of making theatre, and yeah, that's it.
Idejo za predstavo je režiser dobil dan pred prvim sestankom za festival Fuga. Tedaj je imel že 1 leto zabeležen naslov predstave, ki jo je tako končno lahko uporabil za svojo novo stvaritev. Največji izziv zanj pa je bilo usklajevanje vaj z igralci. We're all freelancers as well as students, so finding that time to, sort of organize scheduling. So we've been rehearsing in London at night, so after people's shifts, or like I'm working on another show in London right now, so I've had to do 10 to 5 and then run straight to rehearsal from 6 till 9 nearly every day. But everyone's been great. I guess that's the only challenging part. Telesa nastopajočih postanejo na odru posode izražanja, dinamično krmarijo skozi vrsto nadrealističnih prizorov. Igralec Charlie, ki je igral moža brez glave, sicer meni, da ima predstava optimističen ton, saj v njej na koncu tunela najdemo luč in izriše se jasnost novega telesa. Zanj je bila največja preizkušnja carrying 9 chairs. It was I've never done anything like it before, and Ken works a lot with just sort of like lots of different objects in his performances, often kind of carrying a lot of like chairs, and he showed me a video and said, this is what you're going to do. I was like, oh god. But it was amazingly worked out in the end. What it is like you stack the chairs a specific kind of way, and it's almost kind of like working with giant Legos. Hopefully it kind of shows that I can carry all of these chairs, but I must say I'm quite weak. Londončani so bili nad Koprom navdušeni in bi se z veseljem radi vrnili nazaj, okopali so se tudi v Jadranskem morju. It's amazing. I've never traveled abroad for a performance, and I think within the past few years I've not traveled anywhere, so it's been really great to be in a place that has a completely different aura to England. It's been honestly one of the most healing things for me. Drugi dan festivala so se na odru predstavili študentje z dramske fakultete iz Beograda z diplomsko predstavo Tamo, gde pevaju avtorja Filipa Grujića. To je diplomska predstava študenta režije, izbral pa jo je s posebnim razlogom. Ova predstava je nastala na poziv festivala FIST koji organizuju studenti mog fakulteta, to je studentski festival. I prošle godine je koncept tog festivala bio da se sve predstave igraju na kamionu i sve predstave koje su gostovale, to jest bilo u takmičarskoj selekciji, su bile na kamionu, a za otvaranje festivala su mene zvali da napravim predstavu za otvaranje festivala na kamionu i to se sticajem okolnosti desilo da i moja diplomska predstava, tako da sam ja tražio tekst koji bi odgovarao da se igra na kamionu. I u toj potrazi sam naleteo na ovaj tekst koji zbog radnje i teme sam nekako povezao da ima veze sa kamionom i zašto bi mogao da se igra na kamionu. Zgodba predstave je sledeča. Mladi se odpravijo na zaposlitev v tujino v različne države Evropske unije. Skupina prijateljev se zbere, da bi preživeli zadnji skupni večer in proslavili rojstni dan enega od njih. 5 jih je podpisalo pogodbo in iz Srbije odhajajo za 15 let. Gre za tematiko, s katero se režiser in njegovi sošolci spopadajo v vsakdanjem življenju, saj se sprašujejo, ali bi ostali v Srbiji ali bi šli raje živeti kam drugam. Kljub temu, da jim je bil tekst predstave blizu, so med ustvarjanjem naleteli na ovire. Stalno su se dešavale neke čudne stvari i jednom glumcu je puklo slepo crevo, pa smo ga zamenili. Taj glumac sad igra u predstavi, ali nije igrao premijeru. Tako da je bilo svega i svačega, ali je zapravo to bio jedan vrlo kreativan i maštovit proces i bilo nam je zapravo, možda je to i najteži proces koji sam imao jer je bilo jako teško ovaj tekst postaviti na scenu. On je kad se čita i dok smo imali probe za stolom bio predivan i jako smo se brzo povezali sa tim tekstom, sa tim likovima, ali on prosto kad je krenuo da se postavlja na scenu to je jako teško. Nekako niko nije bio svestan pred početak koliko je to teško i kompleksno zbog takvih replika, takve stilizacije u tom tekstu. Tako da je to baš bio jedan dug proces koji je zapravo ova predstava je svaki put drugačija jer stalno nešto promenimo, doradimo i onda uvek zapravo taj tekst i taj sadržaj i taj stil pisanja nekako iznova tumačimo i tražimo neka nova rešenja kako to možemo da postavimo na scenu. Z izvedbo predstave v gledališču Koper so bili Beograjčani zadovoljni, prav tako njihova mentorica Ivana Vujić, ki jih je spremljala na festivalu. Povedala je, da je ustvarjanje predstave na akademiji trdo delo.
umjetnički proces kod nas na akademiji je detaljan, znači od pisanja projekta, studenta, podele, praćenja čitajućih proba, posljednje čitajuće probe, poslije toga mizansena, diskusije, menjanja stvari i rada. Mislim, ono što bi se reklo, radili smo ozbiljno. Eto, to je, bilo nam je lepo. Ivana Vujić pa ni prvič obiskala Kopra oziroma Slovenije. Jako mi se dopada, ja jako volim Sloveniju. Radila sam u Ljubljani i u Mariboru i veoma poštujem slovenačko pozorište, izuzetno, slovenačke glumce, reditelje, pisce dramske, također poznajemo dobro i veoma smo uvek radosti kad dođemo u Sloveniju. Ona je veoma lepa, ljudi su korektni, odnosno to što kažu to bude, što mi jako volimo recimo. A Kopar mi se jako dopada. Kopar mi se jako dopada, cela Istra je veličanstvena, dobro je poznajem, Grožnjan, Motovun, već ova morska mesta takođe, a Piran, ja sam u Piranu recimo kao dete letovala 7 godina. I moje detinjstvo je vezano za Piran. Tako se desilo i to je to niko ne može da izbriše. Drugi dan je bila na vrsti predstava Oprostite, je li infuzija keto friendly z Dramske akademije iz Zagreba. Predstava se odvija v 3 sobah, zato je niso postavili na oder, ampak so jo odigrali kar v 3 garderobah gledališča. Gledalci so se zato po želji sprehajali iz ene garderobe v drugo in bili tako priča 3 različnim scenam, ki so se dogajale hkrati. Včasih so se spojile v eno, ko so vsi igralci prišli na hodnik. Pa najviše je zapravo bio problem, dakle, činjenica da smo izvodili trebali smo dakle 3 izvedbena prostora i to su onda bile 3 prodavonice na fakultetu, a predstava nam je trebala izaći za vrijeme jesenskih ispitnih rokova i onda je mislim nezgodno bilo iskoordinirati sa svim, sa kompletnim studentskim tijelom akademije, kako je to trebalo izgledati. Radili smo u rujnu, u septembru i tada je mislim da je uvijek najgore raditi to na ljeti ili u ranu jesen u teatru jer su svi jako zauzeti i onda smo zapravo i zgodno je to što imamo zapravo 3 odvojene izvedbe pa sam zapravo sa svim grupama mogla intenzivnije raditi individualno. A onda smo se spojili pri kraju, ali bilo je jako inspirativno i bilo nam je jako zabavno i zanimljivo istraživati kako ćemo materijale staviti u predstavu. Gostje iz akademij so izrazili hvaležnost, da so lahko del festivala. Med dnevom so imeli študentje, ki tisti dan niso nastopali, organizirane razne strokovne delavnice. Ena izmed njih je bila recimo delavnica z naslovom Bertolt Brecht, praksa in delo z igralci. Pa jako mi je drago da su organizirana ova večernja druženja. Drago mi je da postoji čak 2 radionice koje tematiziraju Brehta, to mi je jako zanimljivo jer se s njima Brehta volim čitati, ali nisam se imala prilike puno u teorijskom radu na fakultetu susretati s njima, tako da me zapravo i to jako raduje. Eto. V drugi polovici festivala so nastopili še ansambli iz Akademije umetnosti Univerze v Banja Luki, Dramskega studija Umag in Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Umetniški vodja festivala je pojasnil, kako pride do izbora akademij, ki se predstavijo v Kopru. Do zdaj delujemo še na vabila, se pravi, jaz povabim akademije, tiste, ki se odzovejo, potem začnemo z razgovori, katere predstave bi bile primerne za gostovanje v tujini. Ponavadi mi pošljajo 2 do 3, včasih to je 4 možnosti, ponavadi videe, cele predstave, če mi le rata, uspem tudi kaj v živo pogledati in potem na podlagi poslanega se odločim, katere predstave bom izbral, ker želim pa si, da je program čim bolj raznolik in da lahko v tem tednu vidimo čim več različnih pristopov ustvarjanja gledališkega in pa čim več različnih stilov. Večere je po zaključku predstav popestrila glasba. Nastopilo je več glasbenih skupin ali DJ-jev, kot so Pantaloons, Freekind, Freedom Fighters, Drill, 2B Band, The Chillers, Majka in drugi, ki so obiskovalce zabavali ob morju na Ukmarjevem trgu in pri Bastionu ob galeriji Luke Koper. Doprinos je ta, da lahko vsi Koprčani ali Primorci ali pa kdorkoli, naši obiskovalci, naši gledalci, gledajo predstave zastonj in hodijo na koncerte, ki so tudi zastonj.
V tem času se v Kopru zbira 50 študentov dramske umetnosti, ki bogatijo Koper in kulturno dogajanje. Predvsem pa to, da Koper nosijo naprej v svoje države in tam govorijo o njemu in tako spodbujajo dodatne obiske Kopra. Festival je bil po vtisih ustvarjalcev obiskan bolje od preteklih let, še posebej na gledaliških predstavah. Po vsaki predstavi so lahko gledalci ocenili videno z ocenami od 1 do 5, na koncu festivala pa so razglasili zmagovalca. Po izboru občinstva je na letošnjem festivalu zmagala predstava Tamo, gdje pjevaju Dramske fakultete iz Beograda.